Za naglušne in še posebej za gluhe osebe je vizualna komunikacija izredno pomembna. Brez videoklicanja ali pisnega načina sporočanja pogovor na daljavo med temi osebami ni mogoč. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v sodelovanju s ponudniki in operaterji mobilne telefonije že omogočila cenovno zelo ugodne storitve UMTS videotelefonije za gluhe in naglušne uporabnike. Do storitev kot so Facebook, Twitter, LinkedIn, Hangouts in podobno pa vsi uporabniki dostopamo na isti način, prek internetne povezave, žične ali brezžične. Zbrali smo nekaj enostavnih rešitev, kako se lahko na internet brezplačno povežemo skoraj kjerkoli, doma ali v tujini. Brezplačni dostop do interneta ponujajo že na vseh bencinskih črpalkah, železniških in avtobusnih postajah ter letališčih. Med naštetimi so bencinske črpalke najbolj pogoste lokacije, ki jih srečamo na poti. Dostop do brezplačnega Wi-Fi omrežja običajno ni zaščiten z geslom. Vse, kar morate storiti, je, da se ustavite na enem od bencinskih servisov in na vašem pametnem telefonu, tablici ali prenosniku vključite funkcijo Wi-Fi. Nato izberete Wi-Fi pravilno omrežje in se nanj povežete. Naslednja možnost je, da najdete bar ali restavracijo. Tako doma kot v tujini vse več javnih krajev, kot so razni lokali, bari, gostilne, restavracije, zabaviščni parki, nakupovalni centri in drugi ponujajo tudi brezplačen internet. Ponekod boste morda morali naročiti kakšno pijačo ali opraviti kakšen nakup. Vsekakor pa tudi v tem primeru ne gre za velik strošek. V spletni trgovini je tudi veliko brezplačnih aplikacij, ki jih lahko uporabite za iskanje brezplačnih Wi-Fi točk. Tudi na takšne, ki zahtevajo geslo, se lahko prijavite. Priporočljivo je, da si aplikacijo naložite, preden se odpravite na pot. Takšna aplikacija namreč zahteva najmanj dostop do lokacije vaše naprave, pogosto pa tudi minimalni dostop prek mobilnega omrežja. Zato je bolje, če si prek te aplikacije predhodno ogledate, kje so brezplačne Wi-Fi točke v kraju, kamor se odpravljate. Med najbolj priporočenimi je aplikacija InstaBridge. Ta aplikacija prepozna, kje se nahajate in vam pokaže vse razpoložljive brezplačne Wi-Fi točke v vaši okolici. Brezplačen dostop do interneta ponujajo tudi občine. V središču Ljubljane imate na primer možnost dostopa do brezplačnega interneta za 1 uro na dan. Več o brezplačnih Wi-Fi točkah, ki jih nudijo posamezne občine, si lahko preberete tudi na internetu, na spletnih straneh občin, ki vas zanimajo. Vedite pa, da ni nujno, da brezplačen dostop do interneta nudijo prav vse slovenske občine. Vedno pa ste lahko iznajdljivi. Vprašajte. Kjerkoli se nahajate, je najbolje vprašati, ali ponujajo Wi-Fi.